finančnika je enaka, ne glede na to, ali kriza je ali krize ni. Podobno kot pri nogometnem moštvu. Obrambo vedno potrebuješ, ne glede na to, ali je nasprotno moštvo dobro ali slabo. In ne glede na to, v kakšnih razmerah bo tekma potekala, v lepem vremenu ali slabem. Seveda je v obdobju finančne krize nastopijo neke specifike. Plačilna nedisciplina, negativni vplivi na obratni kapital, vplivi negativni tudi na kapitalsko ustreznost. Seveda pa je finančnik na drugi strani mora vse skozi skrbeti za ustrezen poročilni sistem, ki ga napozarja na odmike od željenega stanja, na obvladovanje finančnih in poslovnih tveganj, zanj nepričakovanih poslovnih dogodkov preprosto ne bi smelo biti. In prvenstveno skrb pa mora finančnik namenjati obvladovanju denarnega toka. Se veste, finančniki radi posegamo po reku. Prihodek je dober, dobiček je boljši, denar je car. Gre za optimizacijo finančnih virov, ki omogoča dve stvari. Prvič, maksimizacijo vrednosti premoženja in drugič, omogoča dolgoročno plačilno sposobnost, ki je predpogoj za izvršitev dolgoročnega poslovnega načrta. Ravno zaradi slednjega imajo nekatera podjetja v Sloveniji težave, kot na primer Istrabenz, Merkur, Vegrad. V preteklosti je bila vsa pozornost namenjena rasti premoženja. Na drugi strani so bili finančni viri brezmejno na razpolago. In v takem okolju smo finančniki pozabili na svoje poslanstvo in se premalo ukvarjali z kapitalsko ustreznostjo. Rezultat je sedanje stanje. Kot posledica predvsem premajhne samokontrole na strani podjetij, kot premajhne kontrole na strani bank. Finančniki se moramo ukvarjati s kapitalsko ustreznostjo, saj to je ena naših prvobitnih nalog. Na določitev praga kapitalske ustreznosti pomembno vpliva tudi bonitetna ocena, ki mora biti ciljno opredeljena. Zakaj? Saj je iz bonitetne ocene lahko zračunamo prag finančne zadolženosti. Tukaj se velja zgledovati po, kar je optimalno, ni vedno maksimalno, je pa dolgoročnejše. Računovodstvo je usmerjeno v preteklost, finance pa so usmerjene v prihodnost. Obe, tako računovodska funkcija kot finančna funkcija, sta pomembni poslovni funkciji. Sta zaokroženi celoti in med seboj tesno povezani. Predstavljata krvožilni sistem vsakega poslovnega sistema. Moramo pa se zavedati, da brez kvalitetnih in pravočasnih računovodskih informacij finančnik ne more sprejeti optimalne finančne odločitve. Ne predstavljam si, kako bi lahko izvedli optimalni nakup podjetja ali prodajo podjetja brez ustrezno pripravljenih računovodskih izkazov. To preprosto ni mogoče. Finance brez računovodstva ne morejo vršiti svojega poslanstva, medtem ko v obratni smeri to ne velja.